Kot mnogi že veste, letos Ljubljanske mlekarne organizirajo zopet tekmovanje Naj hlev, in sicer Naj hlev leta 2024. Naša kmetija letos sodeluje tudi v tej nagradni igri, tako da poteka glasovanje. Glasovanje pa poteka tako, da greste na spletno stran od Ljubljanskih mlekarn, kliknete na našo kmetijo in se registrirate s svojim mailom ter tako date glas. Oglas pa morate nujno potrditi tudi, ko pride pošta na vaš e-mail račun. Tekom videa vam bomo pa tudi pokazali naš prispevek kmetije, tako da si lahko gledate in da se boste lažje odločili. Nahajamo se v našem hlevu za moznice. To je sorazmerno enostaven hlev. Pri gradnji smo uporabili vrh lesa. Hlev je odprt, vrh svetlobe. Rekel, krava se tukaj skoraj počuti tako kot zunaj, s tem, da na nek način je pa zaščitena pred tistimi najhujšimi vremenskimi vplivi, pred vročino, pred hudim mrazom ali pred obilnimi padavinami. Krave so tukaj dosti mirne, umirjene, tudi mi imamo zelo dober pregled nad njimi. To se pravi, že od dvorišča se lahko opazi kakšne spremembe v hlevu, tako da z sorazmerno malo truda lahko opazujemo naše živali. Molzemo jih v navadnem mozišču, ribja kost, kjer so krave na nek način čim manj omejene, to se pravi čim manj not nekih pregrad, tako da pridejo dobesedno v vrsti, se postavijo okrog in se takrat mozijo. Imamo občutek, da je manj kot je ovir v hlevu, boljše je. Krava se lahko sredotoči res na ta medsebojni, preko socialni vidik. Predvsem je pa tudi zanima, da ima kaj dobrega v jaslih. To pa naša krma, ki jo predelamo doma na kmetiji. Potem bi lahko izpostavil še drug del hleva, kjer se nahajajo teleta. Tu ostanejo teleta nekje do 3 mesecev po telitvi, to se pravi, dokler še pijejo mleko. Napajamo jih z kravjim mlekom, to se pravi, takoj iz molzišča gre še toplo mleko do telet. Potem pa jih naprej prestavimo v en drug hlev, kjer imamo za mlado živino, kjer je globoko nastil. Tako da vedno so živali tudi na nek način v skupinah, tako da so že te skupine pripravljene potem za napašnik. Tako da živali se med seboj poznajo in potem, ko gre živali na pašnik, se lažje oziroma tudi, če pride do kakšnih težav, kakšnih pobegov, se one le držijo v skupini, ne hodijo samo po sebi v krogu. Krave grejo dnevno na pašo, to se pravi poleti v hudi vročini grejo po noči, čez ostale del leta, razen takrat res pozimi, ko je blato, ko niso več razmere dopustne, so v hlevu, drugače pa vedno se pa čez dan so na pašniku. Na pašniku so približno tam nekje 6-7 ur, 8 moramo jih nadzorovano dati na pašnik, zato tam prehajaš eno prometno cesto, tako da vedno nekdo pač mora zraven biti. Same ne morejo z pašnika v hlev. Izpostavil bi še mogoče to, da tudi krave, ki se pripravljajo na telitev oziroma presušene krave, gredo iz te črede molznic, pač gredo na pašnik in potem do telitve so na pašniku. To se pravi, vse telitve imamo na pašniku, razen pozimi v težkih razmerah, pač jih damo v porodne bokse.